1. januarjem bi se morala minimalna plača povzpeti na 736 evrov neto, od tam dalje pa vsako leto ohranjati tempo višine vsaj 20% nad minimalnimi življenjskimi stroški. To spremembo zakona je Levica izborila v sodelovanju z vlado Marjana Šarca že leta 2018, da pomaga položaju 120 tisoč delavcem. Teh 120 tisoč delavcev je prejelo povišico, nadaljnje zvišanje minimalne plače pa je očitno pod vprašajem. V zadnjem času sta namreč vedno glasnejši Gospodarska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev, ki zahtevata zamrznitev dvigovanja minimalne plače. Vlada bi jim seveda morala pokazati vrata in se odločno postaviti na stran zaposlenih, ki nas tudi v epidemiji preskrbujejo z nujnimi storitvami in dobrinami. A tega ni storila. Čeprav so delodajalci pod vlado Janeza Janše že prejeli več kot milijardo evrov raznoraznih protikoronskih subvencij in je v njej očitno obilo ministrov za delodajalce, tisti en minister za delo, ki bi moral braniti pravice delavcev, je ostal tiho. Tu se ne pogovarjamo le o trgovkah in industrijskih delavcev. Mnogo prejemnikov minimalne plače dela tudi v zdravstvu. Bom navedel samo nekaj profilov. Laborant, pomožni laboratorijski delavec, oskrbovalka v bolnišnici, bolničar negovalec, socialna oskrbovalka, bolničar v urgentni in operativni dejavnosti, voznik reševalec. Navsezadnje pa bi se plača morala dvigniti tudi srednjim medicinskim sestram. Gospod minister, glede na vašo tišino ob vseh napadih na dvig minimalne plače, ki si ga zaposleni v tej državi zaslužijo, me zanima, kako se boste ob morebitnem odločanju o zamrznitvi minimalne plače na vladi vi sami opredelili. Boste stopili na stran delodajalcev ali na stran delavcev?